Najlepša hvala za ta uvodnik, Mihu. Najlepša hvala seveda Leji, ki me je povabila sem. Se mi zdi, da ste nekako je bila želja, da se povabi kakšnega ekonomista, ker se pričakuje, da bo vsak ekonomist imel kaj zapovedati o produktivnosti. Meni je bila zadrega, ker nisem bil čisto siguren, kaj imam pravzaprav zapovedati o produktivnosti. Tako da ni neka taka, ni bila enostavna tematika, ampak sem si skušal zbrati nekaj na to temo, pa skušal predstaviti, ki bo moče malo drugače, ne toliko neposredno vezano na Marksa, ampak kot neka komplementarna tema. Tako da bi kar začel. Naj vam na samem uvodu preberem povsem običajen zapis iz finančnega tiska, ki ga lahko zasledite, da nimamo Economistu ali Financial Times. Gre nekako takole. Globalno gledano smo v zadnjih 15 letih priča upadajočim stopnjam produktivnosti, v razvitem svetu celo že več kot 30 let. V Evropi pa se produktivnost dlje časa giblje okoli ničle. Konec citata. Zdaj, če natančno premislimo ta naš citat, opazimo, da imamo pravzaprav z rastmi produktivnosti. Govorimo o nekem predikatu kapitalističnega načina in sicer o njegovi neskončni rasti. Zdaj, vsi tisti, ne vem, če kdo med vami, ki kdaj bral Johna Kennetha Galbraitha, veste, da je skozi svoj celotni opus v največjem obsegu pa nekje v novi industrijski državi poudarjal napačno teoretiziranje ekonomistov, ko se sklicuje na maksimizacijo profitov. Mikroekonomska teorija podjetja bi se po njegovem mnenju dejansko morala ukvarjati bolj z vprašanjem maksimizacije rasti prodaje oziroma maksimizacije lastne velikosti, makroekonomija pa z rastmi sektorjev oziroma agregatnega vprašanja. Ampak, za začetek uvedimo mi definicijo pojma produktivnosti. Šolska ekonomija oziroma šolska ekonomska teorija ga določa z razmerjem med donosom na enoto ponderiranih vložkov. To je tehnični izraz, ki je v angleščini output per weight average of inputs, ki ga lahko najdete v Samuelsonovi ekonomiki, ki je nekaj ta osnovni textbook. Seveda pa takšna standardna opredelitev sama po sebi šele dobi pomen, ko so ekonomisti razdrobili rast produktivnosti na njene produkcijske faktorje, torej delo in kapital, oziroma še zemljo zraven, ter se poslužili parcialnih odvodov po posameznem inputu na časovno enoto. To je nekaj ta, ki se potem pojavi produkcijska funkcija, kot Douglasova v solo modelu, ki je nekaj najbolj ta znan šolski model. In z eno stavčno zvezo vsi ti faktori tvorijo tako imenovano skupno faktorsko produktivnost. To je nekaj ta velika fama, ki je bila nekje v 2000 zelo popularna, se je to zelo iskalo, zelo učili. Jaz sem pripadnik te generacije, ki so nas na faksu to zelo učili, kaj je to skupna faktorska produktivnost. Ampak zakaj vse to navajamo? Jasno moramo izpostaviti, da je pojem produktivnosti in njenih rasti koncept značinen za kapitalistični produkcijski način in katerega operator je predinsko sodobna ekonomska znanost. Zdaj, če vzamemo za točko našega pričetka to skupno faktorsko produktivnost, ki se pojavlja v vseh teh mainstream in neoklasičnih teoretizacijah, potem moramo govoriti še o tako imenovanem solid residuali, se pravi o tem nekem ostanku, ki ga on imenuje tam označi za. In v tem modelu je del rasti produkcije tisti, ki ga ni mogoče pojasniti seštevkom kapitala in dela, imenovan preostanek oziroma bolj obče stanje tehnologije. Zdaj, naš namen v nadaljevanju jasno ni, da gremo v tej neoklasični liniji in skušamo iti v tehnično drobovje ekonomskih teorij in kako so faktorske analize zgrajene, ampak bi rad nekje poskusil izpeljati neke temeljne pogoje koncepta produktivnosti iz te druge perspektive, iz neke vednejske linije. In s tem v mislih bi kar podal svojo prvo tezo, ki bi jo želel izpostaviti in skušali skupaj razviti. In sicer, kako takole izpostaviti. V kapitalističnem načinu obstaja obči pojem zasebne lastnine in obstaja njena konkretna postavitev na strukturno mesto znotraj stanja tehnologije. Tako umeščena zasebna lastnina v določeni tehnologiji tvori temelj produktivnosti. Mi se bi v nadaljevanju te teze lotili
z opiranjem na tako imenovano institucionalno ekonomijo, kot veste, katere začetnik je Thorsten Veblen, potem kasneje se razvije, ima nek svoj krog in se razvije potem kasneje v novo institucionalno ekonomijo, katerega predstavniki so Douglas C. North, Ronald Coase in tako naprej. To so pač je ta linija, ki nekje še danes relativno živa. In sicer na način, da bomo oba pojma subsumirali pod širši institucionalni kapitalistični okvir. Veliko bom skušal govora nekje preusmeriti na ta ne bo toliko produkcijski način kot kapitalistični, ampak Veblen veliko uporablja to terminologijo institucionalnega okvirja. To je nekje ta distinkcija, ki pa bo bolj sopomenska. S predstavljanjem obeh pojmov bomo v drugem delu skušali pokazati na strukturne težave tako imenovane produkcijske funkcije oziroma problema razmerja med kapitalom in delom, kakor je že zastavljen od Marksa, se pravi od mladega Marksa in njegove zastavitve zasebne lastnine. V zadnjem delu pa smo skušali dokopati še do korelacije med produktivnostjo in neke vrste ekonomsko pogojene subjektivnosti, do katere pride ob spreminjanju razmerja med kapitalom in delom v družbeni produkciji. To so tri neke delovne teze, s katerimi sem si jih skušal sestaviti in strukturirati vso to, kar pride v nadaljevanju. Zdaj bi nekaj se kar obrnil v tej prvi. Delovanje gospodarstva in spreminjanja družbene produktivnosti je v prvi vrsti funkcija institucij zasebne lastnine, kar spadajo v tisti klasični definiciji v polju distribucije menjave, tež klasične ekonomije, ter tehnologije določenega časa in prostora. Se pravi, zasebna lastnina in tehnologija v določenem času in prostoru. Preden se spustimo v razmerje slednjih dveh, moramo poprej opredeliti pa še sam pojem institucije. Pri tem se bomo izhodiščno navezali na teorije Veblena, na njegov krog institucionalistov, od starih do novih in postopno poskušali zgraditi to interpretacijo, ki bo naša lastna. Znano je, da je Veblen utemeljitelj institucionalne konstitucije družbe na zakonih darwinovske evolutivne selekcije. To je ta bistvena sprememba, zdaj, če smo govorili pri Marksu vedno o tem dialektičnem, je Veblen to čisto v stran, takrat bil tako nadušen nad Darwinovo to revolucionarno teorijo, da je enostavno povsem skušajo ugraditi svojo to socialno evolucijo. In temeljni postulat tega se glasi, tako kot za naravne vrste, velja tudi za družbene strukture, da so podvržene naravni selekciji in se spreminjajo s časom. Veblen v svoji znani teoriji brezdelnega razreda, to je Theory of the Leisure Class, pravi, citiram, institucije same po sebi niso samo rezultat selektivnega in prilegajočega procesa, ki oblikuje prevladujoče oziroma dominantne tipe duhovnih pogledov in zmožnosti, so tudi istočasno posebne metode ali načini življenja in družbenih razmerij ter potem tako učinkoviti dejavniki selekcije. Družbeni napredek je vezan na napredek inštitucij človeštva, temelječih na najprodornejših ter najbolj vzdržljivih miselnih navadah. On pravi ta tako imen habits of thought, so nekje ta njegov stalna, ki se ponavlja, na kakšen način prihajajo s tem, ki zahtevajo od posameznikov nenehno privajanje na razraščajoče in spremenjajoče se okolje. Institucije tako veljajo za topološko in vsebinsko urejeno strukturo družbe, torej za vzpostavljena pravila, norme, spodbude, miselne navade, prakse delovanj, ki vzpostavljajo okvir neke poljubne ekonomije, v katerem se odvijajo procesi alokacije resursov in blag. To je nekaj, kako on Nenazadnje gre v tem smislu, kar je pomembno, za transfer vedenja v družbi. To je ta bistvena razlika pri njemu, da enostavno prihaja do transferja nekega vedenja preko teh inštitucij, ki se nekako stalno perpetuira. Pa ne moramo biti v tem precizni. Govorimo za transfer vedenja samo kolikor je vedenje del neke specifične situacije oziroma nekega specifičnega produkcijskega načina. Kapitalističnega, feudalnega, kakorkoli. Če te definicije pa sedaj nekoliko abstrahiramo, potem bi formalno lahko dejali takole. Institucije so nize različnih mnoštev, torej mnoštev posameznikov, mnoštev norm, mnoštev načinov razmišljanj, izrekanj, delovanja in tako dalje. Po drugi strani pa so sestavljene še iz relacij med naštetimi razredi teh različnih množic in dinamizirane
po zakonih evolucije, kot je Darwin, na primer, svoj primer imel na nastanku vrst. Vse te inštitucije, ki so v danem času in prostoru na to reprezentirane, skupaj tvorijo družbeno realnost v institucionalni teoriji. In naj bo to naša prva delovna teza. Veblen temu pravi takole, citiram. Institucije so v substanci prevladujoče miselne navade v odnosu do partikularnih razmerij oziroma partikularnih funkcioniranj posameznikov in skupnosti. In način življenja, ki je sestavljen iz skupka vseh institucij v delovanju v danem trenutku ali točki razvoja katerekoli družbe, se lahko imenuje prevladujoča aspiracija ali prevladujoča teorija življenja. Veblen se na tem mestu relativno približuje neki superstrukturi Marksu, nekje podobno skuša vzpostaviti neko analogno linijo, ampak jaz to ne bi preveč to interpretiral na ta način. Sama konfiguracija prezentiranih členov vseh institucij je podvržena nenehnemu preštevanju spremenjujočih se miselnih navad. Novo nastane miselne navade, torej habits of thought, so posledica preteklih pionirskih praks, ki so preživele sito selekcije preteklih generacij in modificirane delujejo v sodobnih generacijah institucij. Se pravi, gre enako, če si zamislite kot neke vrste, tiste, ki pač preživijo, vsebujejo v sebi neke vse zametke iz preteklih generacij in se prenaša naprej v nove. Iz tega izhaja selektivni mehanizem novih praks, imenovan, izrekan, tako naprej. Preštevanje delov posameznih institucij se odvija v nedogled, iz česar Veblen tudi zasnuje svojo teorijo spremembe. Citiram. Družbena struktura se spreminja, razvija in prilagaja na spremenjeno situacijo samo preko sprememb miselnih navadah v različnih razredih družbe. Še več, evolucija družbe je zame v bistvu proces mentalne adaptacije vseh pripadajočih posameznikov, izpostavljenih partikularnim okoliščinam, ki ne zmorejo več uporabljati nizov preteklih navad zaradi nove oziroma spremenjene situacije. Veblenov materializem se za družbo odvija skozi ekonomske inštitucije, saj te pojasnjujejo institucionalne okvire narodno-gospodarskih vprašanj alokacije resursov neke družbe. Skratka, on je teoretik, ekonomski teoretik, se ukvarja z problemi, ki so ekonomske narave. Naj moderna industrijska družba ali kasneje finančno-kapitalistična so te inštitucije temeljni gradnik naravnega okolja in proces njegovega preoblikovanja. Družba uporablja te produkcijske sile okolja s posredovanjem priučenih navad in svojih preteklih institucionalnih okvirjev. S tem posledično spreminja obstoječe navade in prakse, seveda v smeri večje produktivnosti in učinkovitosti, s tem da oblikuje boljše vrline, temeljitejše znanje, bolj izpopolnjeno mašinerijo in tako dalje. Vsemu temu daje preplet različnih institucionalnih nizov, se pravi, institucije se na to nekako grupirajo skupaj po razredih pravnih, družbenih, kulturnih, političnih ter ekonomskih, ki so za nas v tem predavanju konkretnega pomena in tudi za institucionalno ekonomijo, ko smo ideali. To bo preprosto v trenutku dalje, ko imamo upravka s tako imenovano cenovno formo. Se pravi, ko vsi predmeti dobijo svojo cenovno formo. Od takrat dalje so ekonomske silnice temeljno gonilo institucionalnih transformacij. Vendar je pri vsem tem kontinuiranem prilagajanju miselnih navad in rekonfiguriranju institucij treba še naprej razmišljati o metodi spremembe. Veblen institucionalno ekonomijo skušal zastaviti kot evolutivno znanost na izključno Darwinovi metodi spremembe, torej na tisto, kar je poznano variacija, delovanje, selekcija, ta trojica, a so njeni kasnejši teoretiki ostali odprti do nujnosti pojava zunanjega vzroka, tako imenovanega eksternega šoka, ki ni neposredno vezan na sam evolutivni proces, ima pa lahko daljnosežne posledice za njegovo smer. Ekonomska teorija jih je tudi pripoznala pod imenom eksogenih šokov, lahko jih pa imenujete, če bolj filozofsko, kot manjkajoči vzroki, izginjajoče sledi dogodkov in tako naprej. V zgodovini zemeljskega ekosistema je mogoče poznalo kar nekaj primerov tako imenovanih klimatskih sprememb ali meteorskih udarov in tako naprej, ki jih jemljajo kot take dogodke. Ali pa če govorimo o historičnih dogodkih, potem seveda pridejo misli revolucije, vojne, kolonizacije, tako naprej.
Vse to je vodilo do sprememb institucionalnih okvirjev samih oziroma do celotne nove situacije reprezentacije. Takšni dogodki za institucionalno ekonomijo predstavljajo zunanjo silo, ki je delovala v historičnem momentu in so njene konsekvence na to vidne samo še v njenih učinkih v samih spremenjenih institucijah. Spričo tega moramo biti pazljivi pri mišljenju spremembe. Če smo dejali, da so spremembe institucij posredovane z miselnimi navadami, oziroma, drugače rečeno, so eminentne registru vedenja institucionalnega okvira. Zato rečemo takole. Vedenje je nujno samo ponovitev, repeticija, situacija v okviru obstoječih institucij in stoji v nasprotju kontingence zunanjega šoka. Zunanji šok je nekaj povsem novega, nepričakovanega, lahko je bodisi močna inštitucija, ki se je tako spremenila, da vpliva na vse druge in potegne z neko novo neobstoječo prakso proces spreminjanja, ki lahko v svoji minimalni različici vodi do modifikacije, v svoji maksimalni različici pa do uničenja in nastanka novega institucionalnega okvira. S tem grobim orisom institucij smo prišli do nadaljevanja z vprašanjem, kako se institucija privatne lastnine, ki je značilna za kapitalistični način, sreča s tehnologijo v nizu uporabe družbenega vedenja, ko se strukturno umesti v svojo konkretno tehnološko konfiguracijo. Pač konfiguracijo inštitucij, naprimer kapitalizma, kapitalističnega okvira. V kapitalistični družbi je torej ena temeljnih institucij, institucija privatne lastnine. Tem ne mora biti noben dvoma. Če sledimo njenim modernim definicijam, vse od obdobja 17. stoletja naravnih pravic, ko je neposredna lastnina nad predmeti človekovega dela pripadala individuumu, smo v kapitalistični družbi primorani razmišljati o porazdelitvi lastninskih pravic izključno s posredovanjem cenovno denarnega sistema. In mislimo lahko na sledeč način. Predstavljajte si, če s tem, ko človek prebiva na zemlji, se določajo tudi njegovi odnosi, najprej do zemlje same in nato do njene materialne transformacije. Posameznik in njegova skupina bivata na določenem prostoru in v določenem času. Skupnost tako prvobitno pridobi last nad zemljo, na kateri prebiva in iz katere napaja potrebo po lastnem obstanku. Evolucija človeka pa ni razvoj iz centralne koncentrične celote, zgrajene iz vzajemnih povezav. Ravno nasprotno, vzpostavitev mej med različnimi samostojnimi skupnostmi je ključno vpliva na družbene razmerja med njimi. Razmitev sama pa nam tako že daje prve obrise pojma lastnina. Ko zemlje, na kateri prebiva določena skupnost ali klan, pomeni najosnovnejše risanje mej med zunaj in znotraj. Skozi stoletja je pojem lastnine dobil nova določila. Na eni strani so mojstri sedaj postali lastniki celotne produkcijske verige, vključno s klapci, na drugi se je krepil poslovni razred drobne trgovine s komuniciranjem novih potreb in količine zalog na različnih tržiščih. Zaključno stopno premikov med temi ekonomskimi in političnimi momenti feudalizma je zajel Hegel svojo analizo razmerja med gospodom in hlapcem. Mehanična umetnost obrti in rokodelstva je tako pripeljala do historičnih pogojev za izvršitev industrijske revolucije. Z njo pa je nastala tudi nova oblika družbene vezi. Razkritje specifičnega posredovanja odnosov med ljudmi, med tistimi, ki nekaj imajo in tistimi, ki nečesa nimajo, še najbolj poenostavljeno rečeno, ter odpravljanje tega nasprotja med njimi, pri čemer je Marx jim naložil še problem blagovnega fetišizma. Nastop modernega industrijskega in korporacijskega sistema pomeni novo pojmovanje razmerij. Njegova osnovna organizacija dela okoli stroja in njegovih procesov namenjenih naložbam za realizacijo profita. Produkti takšne organizacije s tem postanejo različna blaga za prodajo na tržišču. Jasno. Tehnološki res same industrijske revolucije je zmenjavo na tržišču uvedel množice blag ter odpravil neposredno pojavljanje nasprotja med gospodarjem in hlapcem. Odpravljanje pa nikakor ni pomenilo njegove razveze, vse prej pomenilo je njegov dodatno mistifikacijo od fetiša razmerja med ljudmi do Marxovega tako imenovanega blagovnega fetišizma. Ta povezuje skupaj temeljni paradoks sodobnega časa, na eni strani prikazuje odnose med ljudmi kot svobodne ljudi, odrezane od obveznosti do zemlje, fevda ali trga. Po drugi strani se ljudje zapletajo še v obliko fetiške relacije odnosov med rečmi, igre uporabnih in menjalnih vrednosti.
odloka dalje in njegove upravičenosti posameznikov do objektov lastnega dela je Marx izpeljal, kako ravno delavci izgubijo lastniško pravico nad lastnim predmetom dela in opozoril na to posebnost pri razvoju menjave in menjanih vrednosti. Torej, da v trenutku, ko v trgovanju dobi denar svojo samostojno eksistenco in cirkulacija postane prevladujoča oblika v trgovini, vodite skupaj v razkroj lastninskih razmerij dela do svojih lastnih eksistenčnih pogojev, s tem pa že kapitalistično opredeljeno delo postane ena od faktorskih oblik produkcijske funkcije. Če citiram Marxa in nekoliko daljši sek, da bi nekak ta točka bila jasna. Produkcija, izočrto je to na strani 351 slovenskega prevoda, produkcija, ki temelji na menjavi vrednosti in občestvo, ki temelji na menjavi teh menjanih vrednosti in delo kot obči pogoj bogatstva predpostavljajo in producirajo ločitev dela od njegovih objektivnih pogojev. Ta menjava ekvivalentov je le vrhnja plast produkcije, ki temelji na prilaščanju tujega dela brez menjave, to da z videzom menjave. Ta sistem menjave ima za podlago kapital in če ga obravnavamo ločeno od kapitala, kakor se prikazuje na sami površini, kot samostojen sistem, teda je to videz, tudi nujen videz. Zato se zdaj ne moremo več čuditi, da se sistem menjalnih vrednosti, menjava ekvivalentov, merjenih z delom, sprevrže v prilaščanje tujega dela brez menjave, popolno ločevanje dela in lastnine, oziroma to pravzaprav razkrije kot svoje skrito ozadje. Vladavina menjalne vrednosti same in produkcije, ki producira menjalno vrednost, namreč predpostavlja tujo delovno zmožnost samo kot menjalno vrednost, to je ločitev žive delovne zmožnosti od njenih objektivnih pogojev, razmerih ali do lastne objektivnosti kot do tuje lastnine, skratka razmerje do njih kot kapitala. Marx v črtih. Razvidno je iz tega, da se posameznikova svoboda proizvajati izdelke spreobrne v nesvobodo, čim je uvedena monetarna menjava. Potem bi se nekako obrnil še k vlogi obstoječega stanja tehnologije v širšem smislu za produktivnost kapitalističnega institucionalnega okvirja, kar je nekje druga točka. Ko govorimo o inštitucijah in med njimi o inštituciji zasebne lastnine, govorimo še o začetnih stopnjah ekonomskih dejavnosti, trgovini oziroma manufakturi, v kateri je tudi tehnologija relativno preprosta. Tehnološke iznajdbe omogočijo razvoj inštitucij korporacije, ki organizira sedaj novo nastali strojni proces. Ob tem se bomo nekoliko kasneje oprli na Heideggerov argument v eseju o vprašanju po tehniki, kako ne določimo bistvo tehnologije, ker je prvič tehnologija sredstvo za doseganje cilje, instrumentalna definicija, ter tehnologija kot človeška dejavnost, ta antropološka definicija. Ostanimo zaenkrat pri orisu problema za ekonomijo. Tehnologija namreč pomeni izboljšanje pogojev za povečanje rasti oziroma produktivnosti in sicer v obliki zmanjševanja tako imenovanih transakcijskih stroškov ali transformacijskih stroškov. Transakcijski stroški niso nič drugega kot stroški za udejanje zavezujočih dogovorov o menjavi, medtem ko transformacijski pokrivajo stroške fizične produkcije dobrin. Preprosto rečeno, skupaj predstavljajo tudi celotne stroške neke organizacijske celote. To je institucionalna definicija, predvsem v novejši institucionalni ekonomiji. Vsaka inštitucija v želji po povečani produktivnosti skuša vplivati na znižanje teh stroškov. V sodobnem kapitalizmu je tehnologija usmerjena k izboljšavam za obe skupini stroškov. Da avtomatizacija proizvodnje pomeni izboljšano produktivnost dela, je jasno samo po sebi. Da pa razviti avtomatizirani finančni sistem trgovanja v teoriji pomeni izboljšano alokacijo potrebnih kapitalskih resursov, pa je kot danes vemo nekoliko bolj vprašljivo. Vsaj v teoretičnih modelih ekonomistov bi finančni trgi in liberalizacija morali privesti do povečane stopnje mobilnosti kapitala, znižati informacijske stroške in nekje boljše porazdeliti vse rizike podjetnikov in tako naprej, skratka povečati produktivnost kapitala. Zdaj, od zadnje krize naprej pa smo več kot bolj seznanjeni, da nič od tega finančni trg ni uspel zagotoviti. Vendar, vseeno je treba priznati, da je sprememba nekje v teh zadnjih 100 letih teh institucionalnih okvirov dejansko pripomogla k zniževanju transakcijskih stroškov in transformacijskih stroškov.
Zdaj pa vsi, ki smo se učili šolske ekonomije, smo bili poučeni o mejnih stopnjah produktivnosti dela in kapitala, kako te mejne stopnje sopadajo z mezdnim obrestno mero za uporabo kapitala. Skratka, nekje edini stik, kjer smo se srečali s tem, je bilo z mejnimi stopnjami. In v optimalnem stanju takšnega modela mejna stopnja obeh dejavnikov mora biti enaka, torej da ne prihaja do relativnega izboljšanja. Če zaposlimo poljubno količino določenega dejavnika, moramo sorazmerno zmanjšati količino drugega dejavnika. To je nekje čisto ta šolska v mejnih stopnjah primerjave. Ampak ne bi želeli nadaljevati s to šolsko ekonomijo, s katerim se nam bezlaži jezik, takoj, za katero je znano več kot dovolj kritik. Želeli podati Veblenovi kritične opaske na začetnike teorije mejne produktivnosti, predstavnika sta Clark in Böhm-Bawerk. Za Veblena ni tako kot za Clarka in Bawerka kapital seštevek kapitalsko induciranih produktov, torej strojev ali pripomočkov v proizvodnji, ki ustvarjajo vrednost pripisano kapitalu. Nasprotno, videl je v kapitalskih sredstvih način izrabe družbenega vedenja, opisanega v inštituciji. Vedenje se producira z dolgotrajnim izkustvom in eksperimentiranjem, s čimer postane prekompleksno za posameznika, da bi ga v celoti posedoval. Podobno je že avstrijska šola in Veblen pred njo ve, da posamezniki posedujemo samo fragmentirano znanje, le da gre še korak dlje in seštevku vseh teh posameznikov in njihovemu vedenju oziroma vedenju skupnosti pripiše pojem celote, ki predstavlja substanco tehnologije. Pri tem loči družbeno vedenje od zasebnega posedovanja samih fizičnih predmetov kapitala. Na eni strani imamo sedaj vedenje, ki je ponavljanje določene situacije oziroma institucionalnega okvira, ki ima svoje konkretno utelešenje v institucijah korporacije. Zato je posedovanje bodisi zemlje, bodisi sofisticirane tehnologije, kapitalske mašinerije, uporabno samo v družbi, ki ima znanje za produktivno izrabo takšnih predmetov. Ne le to. Veblen eksplicira, da je sama kapitalska opremljenost zaradi stroškov njene pridobitve dostopna samo peščici. Podobno kot velja za zemljo, ki je pač možno doseči samo še z dedovanjem, kar za sabo potegne ločnico med dejanskim doprinosom te opreme. Donos opreme zato ni mejna stopnja produktivnosti dejavnika kapitala, temveč je določen zahtevanim donosom njenih lastnikov. Preda pa nadaljujemo skupnim razmerjem med lastniki kapitalskih sredstev in lastniki delovne sile, moramo določiti še sam institucionalni okvir skozi pojmovanje tehnologije. Pri tem se bomo oprli na že omenjeni prispevek Heideggera o vprašanju po tehniki, pri čemer bomo v nadaljevanju uporabljali izmenjujoče tehnika in tehnologija. Zanima nas predvsem njegova formalna izpeljava razkritja resničnega. Za Heideggera je bistvo tehnologije neposredno povezano s proizvajanjem. Kolikor to omogoča prehod od zakritega k razkritemu, skritosti v neskritost. Pri tem ima v mislih človekov odnos do narave, kjer človeško posredovanje vodi v transformacijo naravne materije. Ko človek privzame naravo za svoje produktivno sredstvo do cilja, sproži kauzalno verigo proizvajanja, Herford Brin. S tem pa sproži nekaj več, nič manj kot razkrivanje resnice. Grško, te tako imenovane alteje oziroma rimske veritas, Heidegger navede. Mi pa želimo s tehniko, tehnologijo razumeti razkritje nečesa drugega, in sicer razkritje konsekvenc disfunkcije delovanja obstoječih družbenih razmerij. Tehnika torej kot način razkrivanja. Bistvo tehnike kot novo občestvo razkrite resnice. Heidegger navaja primere kultivacije zemlje, kako je kmetovalstvo, sedaj mehanizirana industrija hrane, kako iz zraka ločujemo dušik, kako iz zemlje pridobivamo rudo, med drugim tudi za bogatenje urana, torej načine, kako je tehnologija na nov način vzpostavila razmerja med energijem in narave. K temu pa dodajamo povsem enak močan učinek sprememb naštetje družbenih razmerij, tistih, katera pridajo v ospredje, spet tistih, ki utonjajo v ozadju. Predvsem gre za to, na kakšen način lahko spremembe v tehniki in posledično produktivnosti dela in kapitala vplivajo na distribucijo mest in govoric, prakse in mišljenja. Na takšen način nam specifična tehnologija razkriva odnos do narave in družbe in je pri Heideggeru imenovana sestoj, veštanta.
Človek je vedno že del nekega sestoja, Heidegger to imenuje postavje, okvir, v katerem človek izziva, da venomer že je in razkriva svoje momente tehnologije. Brez tega ne bi mogel Hegel v prehodu iz feudalne meščanske družbe videti dialektičnega razmerja gospodstva in hlapčevstva, Marx ne bi mogel v jedru industrializacije sveta videti proletarca v primežu vseh okov in izropanega lastnih sadov dela, mi pa danes tako ne moremo videti, nekje v narekovajih, novega postavja institucionalnega okvira informacijsko-finančnega kapitalizma. Tehnologijo imenujemo institucionalni okvir, kot se nam kaže v danem času in prostoru. Šele z njim lahko dostopamo do dejanske porazdelitve mest in vlog posameznih institucij, tistih prezentiranih in same reprezentacije. Najpomembnejše pa ostaja, da se nam s tem razkriva sama struktura odnosu do svojega vzroka, če se nekje navežemo na Althuserjev krog in krog bralcev kapitala, torej tistega elementa, iz katerega celotna porazdelitev sploh izvira. Iz tega izhaja resnica tehnologije, kolikor jo jemljamo za razkrivanje vznika družbene institucionalne strukture, oziroma z Heideggerovimi besedami postavlja. S tem stopamo v korak bližje izpeljavi posebnega elementa, ki je bil za Marxa denimo proletariat, za Vebljena svetobni inženirji in za Schumpetra podjetniki, do današnjega časa, ko mu preprosto ne moramo reči drugače kot neidentitetni element. Razkritje mistifikacij človeških odnosov, če hočete tudi naše spremembe pojmovanja produktivnosti, izvira iz specifičnega institucionalnega okvira, to je tisto, iz katerega izhaja njegovega resnica, to je lokalizacije razvpitega elementa subjektivnosti. Marx se je zavedal mistifikacije družbenih razmerij, kar mu pritrjuje tudi Heidegger, da je institucionalni okvir, to je tehnologija, postavljena z namenom ponavljajočega zakritja samega razkritja samega. Je razkrivanje kot štetje, kolikor je že napačno štetje ali štetje tistega elementa, ki ni na mesto, da šteje. Z drugimi besedami je tehnologija operator reprezentacije iz niza specifičnih institucij za kapitalistični okvir. Zdaj pa, nekje bi zdaj skušali skupaj združiti vse, kar smo do tega trenutka povedali, z eno preprosto schemo, ki jo bom poskusil, oziroma ki jo bom zdaj narisovan, da si jo boste lažje predstavljali. Gre pa za zdi preprosto stvar, ker jo ekonomija je skozi teorijo iger razvila tako imenovano zapornikovo dilemo. To je preprosta 2x2 matrika, ki ima nekje dve strategiji, ima najprej dva igralca, dva zapornika, ki jih dobijo nekje na delu in potem vsak ima svojo strategijo ena in strategijo dve, se pravi, če je to zapornik. Ena, dva, imajo strategijo, onda ena, dva in drugi ima ena in dva strategijo. Strategijo in znotraj te strategije ima vsak svojo plačilno, svoje vrednosti. Zdaj, sami strategiji sta te dve. Če oba dva kooperirata, potem imata oba dva donos 3, kar pomeni, da jih ne zaprejo zaprav dolgo. Če samo en prizna in drug ne prizna, pomeni, da en pač zelo profitira, ker gre na prostost in drugega zaprejo za dlje časa in simetrično obratno. In če nihče ne prizna, ima prisolijo isto kazen. To je nekaj čist samo preprosta, gre bolj za formo, s katero skušam nekaj izpeljati. Je pa pač ta neka teza, ki je relativno stara in se uporablja za prikaz marsikaterega v ekonomski menjavi. Torej, če se sedaj obrnemo k naši problematiki produktivnosti in vzamemo produkcijsko funkcijo, v kateri nastopata dva produkcijska dejavnika, čisto preprosto, s kjer bomo označili lastnino nad kapitalskimi sredstvi in zraven prišteli še lastnino nad zemljo, ker pač ne igra neke večje vloge. Na drugi strani pa L za delovno zmožnost človeka.
Potem imamo pred seboj model institucionalnega okvira kapitalizma, ki je enostavno kot formalen model te 2x2 matrike zapornikove dileme, v katerem pa bomo zdaj naredili obrat in ne bomo uporabili tega, kar je zapornike, ampak bomo noter vnesli preprosto lastnino nad produkcijskima dejavnika kapitala in dela. Delavca in kapitalista, čisto preprosto, kot agenta produkcije. Naš model zajema dva momenta institucionalnega okvira. Individualne zaščite lastninskih pravic in njihovo vrednostno oblikovanje ravnotežja, pri čemer se prva sklicuje na liberalistično temo samokonstitucije moralnih in pravnih postopkov za doseganje družbenega ravnovesja, druga pa predstavlja tako imenovan konzervativni, čikaški, racionalni princip samointeresa. Marx je ta okvir videl kot cirkulacijo menjavo blag in sicer njegov citat zemeljski raj prirojenih človeških pravic. Obstaja svoboda, ker je lahko med seboj trgujemo z lastninskimi pravicami, kar je en od postulatov Ronalda Coase, torej to, da pač, če je možno trgovati med sabo dve različni strani in ne obstajajo transakcijski stroški, vedno pride do optimalnosti. Potem obstaja enakost, ker lahko prosto menjamo, dokaj ne dosežemo ravnotežja, kar predstavlja ta zapornikova dilema. Lastnina je predpogoj samega celotnega okvirja in Bentham seveda velja pač totalitaristični princip. Sam institucionalni okvir bi tekel kot navoljen stroj, če ne bi v njem prihajalo do razkrivanja eksternali, to je tehnični termin ekonomske znanosti za stranski učink nekega trgovanja z lastninskimi pravicami. Zdaj, kar sem si jaz zamislil s to matriko je v bistvu nekaj drugega. Če v to matriko, čisto prosto, postavimo zdaj, da je spet enaki strategiji, tukaj ena in tukaj dva, se pravi sodelovanje in strategija ena, ki je sodelovanje in strategija dva, ki je nesodelovanje. Potem imamo tukaj takole, če rečemo, imamo L, takole, da imamo K, potem cele postavimo L, da gre K do maksimum, neskončno, da gre L, neskončno, tole, in tamle boste vsak sebi L, K, recimo, tukaj boste pa dva. Zdaj, kaj je sam ta okvir predstavlja institucionalni okvir nekega recimo, produkcijskega načina oziroma kapitalizma. Način, kakšne so opcije dveh produkcijskih dejavnikov, kako se med sabo kombinirajo, glede na strategije, ki jih lahko zasledujejo. Torej, da prihaja do sodelovanja med njimi, bodi si do nesodelovanja enega in ne drugega, bodi si do nesodelovanja obeh. In zdaj za samo izhodišče smo si vzeli Marxovo formulacijo delovnega procesa, v katerem se človekova delovna zmožnost kot njegova edina lastnina pretvori v nelastnino, kolikor pride v njegov izgotovljen produkt, o enotnost uporabne menjalne vrednosti. Če je človek je odtujil svojo delovno silo, a ne le na način, da njeno izrabo proda za nadomestilo mezdi kapitalistov. Razmerje med kapitalistom in delavcem smo tako postavili v kapitalistični okvir, pri čemer smo postavili, da obstaja Coase možnost trgovanja z lastninskimi pravicami in zapornikova dilema. Z njimi smo popeljali moderni ekonomski diskurs z načeli racionalnosti in pareto optimalnosti porazdelitve tržne menjave. Če pričnemo zdaj pri prvem, spravi S1 in S1, kjer imamo po definiciji strategije kooperacije obeh strani, za nas to pomeni tekoče delovanje kapitalističnih razmerij. Spravi, poljubni delavec proda svojo delovno zmožnost kapitalistu, slednji jo kupi, pridobi last nad predmetom dela, v njemu slovano presežno vrednost in realiziran profit od prodaje na trgu. Za neoklasično ekonomiko je to način, kako kapitalizem deluje. Kapitalist se prevzame določeno stopno tveganje ob zagonu svojega podjetja in z tega naslova popolnoma upravičen
do celotne dodane vrednosti. Kar nisem zdaj prerisal, je samo še, da je enostavno, da pride neka da svoje bistvo, delo prenese na kapital kot neko, spravi, kot neko svojo nekje, da kapitalist apropriira ta del, ki ga delavc pač njemu svojim delom preda. In v tem primeru gre recimo v točki S, v S1 in v vrstici in S2 stolpcu prihaja potem do tega, da pride do maksimalne eksploatacije. Se pravi, nadaljne popredmetenje dela v produktih, le da je proces pripeljan do svoje lastne meje. Kapitalist troši prodajalce delovne sile preko njihovih subsistenčnih omejitev. Se pravi, tu gre sedaj, da ni več stvar na nivoju sodelovanja, ampak gre na tisto, da je že na svoji lastni meji. Njihovo delo postopoma pomeni simbolno ali celo dobesedno žrtev delovnega procesa maksimalne ekstrakcije presežne vrednosti. Namenoma bi preskočili mesto A2.2, se pravi mesto, kjer nihče ne sodeluje, in šli na mesto, kjer sodeluje kapital in ne sodeluje delo. V razmerju, kjer delovna sila ne sodeluje in kapital sodeluje, je razmerje nemožnega v okviru kapitalističnega produkcijskega načina. Skratka, je situacija, ki je nezamisljiva in lahko tvori kvečemu neko idejo, čisto nič drugega. Če se pa pomaknemo nazaj v zadnje mesto, imamo na njem situacijo, kjer nobeden od dejavnikov ne sodeluje. Negacija obeh pomeni, da ostajata strukturno vsak sebi, torej da delo ne predaja svojih rezultatov, kar ima v nasprotju z običajnim pričakovanjem preproste ravnodušne zveze za rezultat produkcijo nečesa manjega. Kratek stik med njima, za njim trgovanje z lastninskimi pravicami, nas vodijo produkcije eksternih učinkov. Ekonomska znanost jih je, kot smo že rekli, imenovali eksternalije, ki nastanejo kot prostranski produkti nekega neposrednega razmerja med obema stranema procesa menjave. Lahko so tako imenovani v večini primerov negativni vplivi na okolje, zastonkastvo, moralni hazard in tako naprej, ali pa proizvajajo pozitivne učinke, če se spomnite, kako smo včasih še lahko hodili na poslušati koncerte pred Križanke, pa tega danes ni več, to je primer pozitivnega. Takšno pulziranje negativnih eksternalij je rezultat vsakršne protislovne relacije med delom in kapitalom. Zaznamo jih lahko v oblikah delovskih stavk, študentskih protestov, ljudskih ustaj, lokalnih manifestacij in predstavljajo nek akt subjektivacije ekonomsko induciranih množstev. Ko ekonomika ni vedela, kako pojasniti nasprotujoče se smeri med kapitalom in delom, je trenje v procesu tržne menjave preprosto imenovala transakcijski stroški, eksternalije oziroma zunanji šoki. In kar bi zdaj rekel je, da če čisto to prevedemo v nekaj čisto praktičnega, je v bistvu te kombinacije pomenijo pravzaprav tole, da je v tej situaciji, ko prihaja do nekega sodelovanja, lahko govorimo o neki socialni državi. Ko prihaja do tega, da delo še vedno sodeluje, ker nima drugega zbira kapital, pa to ne sodeluje in ekstratira do nemožnosti, je to neka neoliberalna država. To je nemožno. In tukaj je preprosto neko pulziranje. Pulziranje v obliki teh nekih eksternalij, v obliki nekih naraščajočih transakcijskih stroškov. In tak primer socialne države je bil nekje primer Evrope v drugi polovici 20. stoletja. Ko se je začela deregulacija finančnih in kapitalskih trgov v 80. letih v Veliki Britaniji in ZDA, je bila izničena povračilna moč dela, torej sindikalnega poboja in socialne varnosti, se je začel premik k neoliberalni državi. In od
In v tem, ko začnem prihajati do teh kratkih stikov, se je začela vedno bolj pojavljati nekje ta učinek nekih eksternih učinkov, ki so zunanje producirani. Naravno stanje delavstva je namreč, da zasleduje strategijo ena, saj mu ta omogoča lastno subsistenco, kot pravi Marx, je delovna sila zreducirana vrednost določene vsote življenjskih potrebščin. In to je to potrebuje. Po drugi strani pa ima kapital notranji zakon neskončnega samouplavljanja, nenehnega preseganja lastne meje. Za razlike od dela ima kapital tendenco k strategiji 2, torej k nesodelovanju, in je tako nasproten. Protislovnost strategiji lahko pazimo v njenih posledicah. To, da prihaja do nekih zunanjih šokov in do nekih negativnih eksternalij. V to nas vodi trenutno obstoječa neoliberalna ekonomska doktrina, ki nas vodi v ekološke krize, vodi nas v monopole, vodi nas v kartele in vodi nas v vedno večje asimetrične informacije in vedno večje izključenosti iz tega finančnega sveta. Z določitvijo osebinske plati naše metrike nam sedaj postane še ena formalna razlaga. Išli smo iz institucionalnega modela dveh logik. Racionalnega principa v kapitalizmu, katerega ponazarja zapornikova dilema, in porazdelitve lastninskih pravic. V model smo stavili najpreprostejšo obliko Marxove tujitve dela in sedaj želimo pokazati na razliko med različnimi oblikami vezi med delovno silo in kapitalom, oziroma različnimi razmerji in produkcijskimi faktorji delom in kapitalom. Naša ekonomska objektivnost je še vedno sestavljena iz dveh prepletajočih se produkcijskih elementov, torej dela in kapitala. Njune produktivne kombinacije tvorijo samo podobo našega sveta. Vsakega proizvedenega predmeta nam priča o njunih konkretnih razmerih. Zgoraj smo z metriko želeli nakazati nek topološki prostor, ki se odpira, če za nastopajoči blagi izberemo produkcijska faktorja, njuno skupno vpetost v proizvodni proces in celokupni družbeni produkt. Prehodna operacija apropriacije presežne vrednosti vodi proces do preobrazbe topološkega prostora, tako da se svobodno mesto posameznega dela odreši svojih spon z odprodajo edine lastnine, to je svoje lastne delovne zmožnosti in odprodaje kapitalistov. Ko dela enkrat postane blago, torej delovna sila postane neidentitetno svojim predhodnim mestom dela v matriki. Kar je bistveno, ta prehod dela k kapitalu je specifičen in asimetričen samo v kapitalističnem produkcijskem načinu. Kar nam ta dialektika meznega dela in kapitala pove, je način, kako je kapitalistični svet strukturno porazdeljen, kako znotraj njega obstaja posebni transformativni element dela, čigar učinki utegnitve in rezultati procesa so vidni samo v kompoziciji s kapitalom. Delo postane posredujoča aktivnost kapitalističnega načina zaradi svoje premestitve, notranjega razcepa mesta in njegove postvarjajoče sile. To je najenostavnejši način, kako misliti eno, kolikor imamo že dvoje. Marx nam je svojo analizo ponudil kategorijo dela, skozi kritiko katere se nam prikazuje specifična struktura mest produkcijskih dejavnikov. Enotnost dela in kapitala se ohranja toliko časa, dokler se njuna naraščajoča protislovnost ne pretvori iz sile sodelovanja v silo nesodelovanja. Prehajanje od ene do druga se sprva kaže v obliki postranskih učinkov, vse do svoje notranje meje, kjer se pretrga njuna enotna produktivna vez in zaustavi produktivni proces. Na takšni točki se delovna sila zave svoje pozicije in nemožnosti povratka na prvotno mesto, kar požene subjektivacijo in redistribucijo, kot nekakšen acting out. Povratek delovne sile k sebi lastnem v bistvu dela pretrga produktivne spone med delom in kapitalom. In empirija današnje ekonomske znanosti danes beleži tovrstne tržne disfunkcije s pojmi eksternih učinkov, eksternih šokov, asimetričnih šokov in tako naprej. Za nas pa je bolj pomembno, da vidimo pri tem nek prelom v realnem, nek prelom z ločnico znotraj zunaj produkcijskih dejavnikov delovne sile in kapitala in ne može povratek v izhodiščno mesto, ki lahko, a po večini ne zahteva nastanek nove situacije. Denimo,
ko bi bili neki lokalni šoki ali globalne krize. Zdaj pa samo še strnil, ker sem že relativno dolg in strnil svoje razmišljanje o produktivnosti z ekonomskim vprašanjem. Če obstaja korelacija med gibanji rasti produktivnosti, bruto domačim proizvodom ter skupno faktorsko produktivnostjo, ali nam potem njihovi padci ob letih, kot so bili 1933, 1968, 1980, 2008-2009, lahko povedo kaj o spreminjajoči se strukturi našega institucionalnega okvira, oziroma ali lahko iz teh anksioznih momentov potegnemo kakšno ekonomsko pogojeno, poetično poanto, v smislu poezis, in s tem govorimo o neki transformativni moči množic. Hvala. Hvala Urošu za to predavanje. Zdaj pa odpiram razpravo, oziroma prostor za vaše vprašanja, komentarje. Tako da, prvi. Ja, glede te scheme, ni bolj končni učinek, da se pokaže, da vse kapitalizem ni podobno zaporniški dolžni, ker je ideja, da se vedno zgodi zgoraj vedno za kot. Ne, zgodi se ravnotežje vedno spodnji desen kot. Ne, res? Ne, vedno ravnotežje vedno spodnji desen, ker na koncu vsak zbere možnost, da na koncu ne sodeluje, ker ga premami tista možnost, da če on ne sodeluje, bomo pet. Ne, to so leto zapora. Ne, to je koliko je vrednost kontrajubarna. To je ne koliko je njegova utility, vredna koristnost. Ja, pa spodnji desen. Tako je. Aha. Pa mislim, da vse je ja, še se samo tem, da tukaj je potem ravnotežno stanje tega, kar se dejansko dogaja, če živimo v tem okviru, je to nekaj, s čemer je potrebno živeti in je pač nujno. Ampak je to na podlagi, če potujemo od tega k temu, je to vedno večje. Ja, ja. Pa smo govorili samo, da sem to spodnji lev kot ne obstaja, verjetno to je še različno, ker ena stran delo, pa v bistvu nima izbere, tako dinamika reči se. Ja, tam je, se strinjam, zato ker tle je samo, da je možno producirati samo neko idejo. Ne more biti neke realizacije. Nekje je čista formalna logična izpeljava, da je konsistentna in morala biti taka. Še kdo? Lahko rečete, da sem res zakompliciral Veblen, on je drugač izvrsten pisec, zelo fajn je zabrati, pa nima nič od tega. To pa pride precej kasneje, 100 let kasneje, 50 let kasneje, po njegovi smrti se začne pa dejansko to bistveno bolj komplicirati, kot imam jaz. Bazični. Imamo bolj splošno vprašanje, tukaj ta institucionalna ekonomija še danes prisotna, če je v kakšni meri. Jaz mislim, da je institucionalna ekonomija, vsaj v novi obliki, spravi, ker se nekje naredi prelom med staro in novo. Stara je ta, ki je temeljila na ameriškem pragmatizmu in tako naprej, bila bolj sociološka, je nekje v izumiranju. Nova institucionalna ekonomija je pa ena najmočnejših struj, se mi zdi, poleg pač postkenezijanske v heterodoksni smeri. Se pravi, zaradi tega, ker je ugradila precej tega matematičnega modeliranja na vso to Vebleno evolutivno metodo in tako naprej in pač predvsem pa te relacije med lastninskimi odnosi in nekje pravnimi odnosi in je začela iz tega modelirati, kako so tudi ekonomski odnosi strukturirani, ima precej veliko moč. Sploh tam na mestih, kjer je pač prisoten common law, se pravi, v teh v Ameriki in v Veliki Britaniji je to kar ena dominantnih alternativnih pozicij v ekonomskega teoretiziranja. Še kdo? Ok, če ne sklenemo za danes, hvala Urošu še enkrat. Za pozornost najlepša hvala. Hvala vam, da ste bili tukaj. Nadaljujemo naslednji teden, zopet ob 7. predal pa bo Urban Sušnik, če se ne manj. Hvala vam, da se vidimo.